Meja med državami ni več, politike držav so si vse bolj podobne, v Evropi se nam obeta celo skupna ekonomska vlada in to pomeni, da so zdaj mesta tista, ki se borijo med seboj za konkurenčnost, namreč za to, katero bo ponudilo najboljše možnosti bivanja in razvoja ljudem oziroma človeškemu kapitalu, ki tam živi. Prihodnje blagostanje narodov, regij in seveda tudi mest bo odvisno od ljudi in od njihove ustvarjalnosti. O tem bomo danes govorili na gospodarskem forumu in to je tudi eden od poudarkov programa SDS za Ljubljano za volitve 2010. Ja, Ljubljana je univerzitetno mesto in center znanj. Ljubljana je seveda s tem tudi motor za slovensko gospodarstvo. Danes gre razvoj Ljubljane v smeri trgovine. 50% prihodkov, ki se ustvarijo na tem področju, so iz naslova trgovine. Torej, kar pomeni tudi z relativno nizko dodano vrednostjo. Zato na gospodarskem forumu razpravljamo o priložnostih, o delovnih mestih, ki so drugačna, ki temeljijo na visokih znanjih. Delovna mesta so seveda možna na področjih informacijskih tehnologij. Če kar vzamemo zdravstvo, kakšna priložnost je v zdravstvu za informatiko, ki je neurejena, ki je res na ravni izpred nekaj 10 let, primerljivo z prestolnicami v Evropi. Naslednje je energetska učinkovitost, je ogrevanje, je hlajenje, so alternativni viri energije, je promet, ki ne onesnažuje okolja tako, kot ga onesnažujemo danes, so tehnologije varovanja okolja, tako zraka kot vode, tal, pridelava zdrave hrane, tudi to ekološka pridelava, da ne omenjam seveda tistih delovnih mest, ki so nekoliko manj zahtevna, pa vendar velika potreba za njih. To je predvsem skrb za starejše na domu, ki jo lahko kombiniramo tudi s telemedicino, kar pa že seveda zahteva dodatna znanja, skrb in varstvo otrok, ki jih je danes 1000 v Ljubljani brez mest v vrtcih in seveda vse to je v simbiozi, v sodelavi z centri znanja, z mladimi, ki končujejo študij in seveda tudi z mestnimi oblastmi, ki razumejo, kaj pomeni razvoj na osnovi znanj. To je prihodnost za Ljubljano in je prihodnost za Slovenijo.